Turizem kot ena najhitreje rastočih gospodarskih dejavnosti postaja vedno večji osnaževalec okolja v globalnem smislu. Sama potovanja, namestitve in infrastruktura povečujejo pritiske na okolje, zaradi porasta nizkocenovnih letalskih ponudnikov in spremembe življenjskega sloga pa potuje vedno več ljudi. Z namenom premisleka o aktualnem dogajanju je ob Svetovnem dnevu turizma 27. septembra društvo Planet Zemlja pozvalo k razmisleku z organizacijo mednarodne konference Ekoturizem in trajnostna energija. Glede ekoturizma mislim, da smo na začetku. Mislim, da moramo še veliko dobrih praks, tako iz Skandinavije kot iz drugih držav, prinesti, uvoziti, če želite. Po drugi strani pa mislim, da imamo tudi veliko ljudi, ki imajo ideje, ki imajo dobre ideje, morda nimajo platforme, če lahko uporabim ta izraz, torej tiste osnove, skozi katero bi te ideje uresničili. Prostora je veliko, ne vem, če je časa dovolj, jaz srčno upam, da ga je. Predavatelji in udeleženci konference so v razpravah pogrešali tiste, ki določajo pravila igre in okvirne perspektive slovenskega turizma, saj se je veliko vprašanj nanašalo prav na njih. Profesor dr. Janez Bogataj je v svojem nagovoru opozoril na nesmisel razvejane terminologije turizma, hkrati pa še poudaril, da Slovenci s podrejanjem turizma ekonomiji delamo veliko napako. Se pravi, ker se vsak od teh turizmov poskuša razvijati od začetka do konca znotraj, bi rekel, tega imena, generalno gledano pa turizem kot tak samo izgublja. In zato seveda bi bilo treba nujno počistiti te zadeve in govoriti seveda o določenih vsebinah, ki so oblikujejo to veliko zgradbo, ki rečemo turizem. Skozi prizmo Alpske konvencije se je področja ekoturizma zunaj naših meja dotaknila Taja Ferjančič, vodja projektov na stalnem sekretariatu Alpske konvencije. Osnovni namen mednarodne pogodbe je najti ravnotežje med trajnostnim razvojem in gospodarskim razvojem v Alpah. Področje je svojo biotsko raznovrstnostjo, vodnimi in lesnimi viri ter naravnim, kulturnim in gospodarskim okoljem prebivališče za skoraj 14 milijonov ljudi in privlačna turistična destinacija za približno 120 milijonov obiskovalcev letno. V Sloveniji območje zajema tudi Triglavski narodni park. Ja, zdaj skozi leta pa skozi številne raziskave ugotavljamo, da je trend turistov v Alpah takšen, da prihajajo večkrat za krajši čas. Z vidika Alpske konvencije in tudi protokola turizem pa stremimo k temu, da bi podaljšali čas, ki ga turist preživi v Alpah, se pravi, da bi prišel za več časa in s tem pustil več posledic v Alpah, tako z vidika manj onesnaženja zaradi transporta gor pa dol večkrat, z daljše trajanje pomeni tudi več vključenosti v lokalno okolje, stika z lokalnim prebivalstvom, nekih gospodarskih interesov, ki jih tak turist pusti na alpskem območju. Zakaj si Alpska konvencija najbolj prizadeva v praksi v Sloveniji? Zdaj, namen Alpske konvencije je najti ravnotežje med trajnostnim razvojem in pa gospodarskim razvojem v Alpah. In to je tudi to, k čemur stremi Alpska konvencija v Sloveniji oziroma sploh v vseh državah Alpske konvencije. Na primeru popularne eksotične turistične destinacije je ekoturistične smernice pojasnila ekologinja Mojca Stubel-Ars. Rezultati analize na Havajih so pokazali, kdo so ekoturisti in kakšne so njihove karakteristike. Ključno je to, da sem ugotovila, da imajo višjo stopnjo izobrazbe, da so zainteresirani za lokalno kulturo in dediščino, da so pripravljeni plačati več za okolju prijazne izdelke in prav tako storitve ter ponudnike, ter da imajo višjo stopnjo okoljske ozaveščenosti. Zakaj prav Havaji? Ja, mislim, da je kar enostavna izbira tako turistične destinacije, kot to, da imajo zelo veliko ponudbo raznih dejavnosti in možnosti rekreacije v okolju, ki na drugih koncih Amerike ni mogoča, že zaradi klime, ki je tam praktično tropska, nato zaradi same biodiverzitete in možnosti opazovanja tako delfinov, kitov ter živali na kopnu.
In ta tretje, zaradi tega, ker imajo razvit svoj certifikacijski ekoturistični program in asociacijo, ki se ukvarja z ekoturizmom. V video nagovoru, ki so ga udeleženci lahko spremljali na konferenci, je europoslanec Jelko Kacin kot nadomestni član Odbora za promet in turizem Evropskega parlamenta predstavil stanje ekoturizma na evropskem področju. Profesor dr. Lučka Kajfež-Bogataj je v svojem nastopu razpravljala o večnem vprašanju, in sicer ali je trajnostni turizem v praksi sploh mogoč, ter ob tem izpostavila, trajnost vsebuje omejitev. Za zadovoljevanje svojih potreb potrebujemo manj, kot hočemo imeti, zato je nenehno spodbujanje rasti v materialnem smislu v nasprotju z ekoturizmom. Zanimivo razpravo sta na konferenci odprla tudi predstavnik veleposlaništva Hrvaške v Sloveniji Marin Žužul ter Goran Blažič, predsednik Hrvaške turistične skupnosti za Slovenijo. Na primeru Plitvičkih jezer sta prikazala sožitje nedotaknjene narave in množičnega turizma. Ob zaključku konference pa je ambasadorka okoljske nagrade Energy Globe Award profesor Nada Pavšer udeležence pozvala k sodelovanju na prestižnem mednarodnem natečaju, ki je v bistvu nagrada Organizacije združenih narodov programa za okolje, in želela bi spodbuditi slovensko javnost, tako šole v prvi vrsti, univerze, občine in seveda podjetja, če imajo kakršenkoli inovativen projekt na področju okolja, in sicer energije, vode, zraka, zemlje, da se prijavijo. Se pravi, ta nagrada, to tekmovanje je letos prvič v Sloveniji? Ne, kar nekaj časa že teče, tako da Slovenija je predvsem s programom Ekošola kot način življenja dobila drugo nagrado leta 2010, pa tudi že nekatera podjetja so sodelovala prejšnja leta. Sem žal v Sloveniji premalo informacij o tej globalni okoljski nagradi. Nenazadnje je to priložnost, kaj te podjetja, če prijavijo te okoljske projekte, ki so res na nivoju, lahko tudi bolje navežejo stike po svetu z državami, ki na tem okoljskem in trajnostnem področju marsikaj počnejo.